Dober večer. V današnji oddaji v svetu odraslih na BKTV se bomo ustavili pri eni najstarejših in najpomembnejših študentskih kulturnih organizacij v Sloveniji, pri KUD Študent, kulturno-umetniškemu društvu Študent Maribor, ki že od leta 1964 povezuje mlade ustvarjalce, pevce in vse ljubitelje umetnosti. Lahko bi rekli, da je društvo sinonim za kakovostno ljubiteljsko ustvarjalnost in ponosno predstavlja slovensko kulturo doma in po svetu. Najprej je z nami Saša Krajnc, umetniški vodja AFE Študent Maribor, ki ga ob tej priložnosti prav lepo pozdravljam. Dobro večer. Saša, KUD Študent ima s svojimi 6 desetletji delovanja res pomemben del pri mariborski kulturni zgodovini. Če začneva na začetku, kako se je vse skupaj začelo? Začetek je res 64, oziroma že kar rečemo, da je 62 let nazaj. Polovico tega obdobja sem sam član kulturno-umetniškega društva Študent. Nastal pa je takrat leta 64 s povezovanjem različnih folklornih skupin in kasneje se je priključil tudi akademski pevski zbor in nastali sta dve sekciji znotraj, mi pravimo, te marele, torej ta simbol, ki združuje trenutno akademski pevski zbor in folklorno skupino. V zgodovini pa je bilo sekcij še kar nekaj. Bila je plesna skupina takrat modernega plesa, pa filmska sekcija, nekaj časa tudi športna sekcija, dramski oder tudi. No, skozi zgodovino pa sta preživeli le te dve sekciji, ki pa se lahko danes pohvalita z tem, da sta eni najvidnejših predstavnic študentskega kulturnega življenja pri nas, tako številčno, kot seveda tudi po nagradah, ki jih prejemate za svoje delovanje skozi vsa ta leta. Lahko se pohvalimo s tem, da tako pevci kot folklorniki imamo zelo veliko članov in skozi leta rastemo. Če pogledava samo akademsko folklorno skupino Študent, danes šteje 3 študentske skupine, torej če si predstavljate, vsaki tej plesni skupini študentski je po 10 parov, torej 20 ljudi, pa če to seštejeva skupaj in temu dodava še 3 otroške folklorne skupine, 2 otroške in eno mladinsko, kjer je enako toliko parov, deluje še tudi veteranska skupina, kjer plešajo naši starejši člani, ki so že prerasli študentske vrste. Mi imamo tudi pestro glasbeno zasedbo, ki zadnja leta predstavlja tudi svoj lasten program in se predstavlja tudi na celovečernih svojih solo koncertih in izdaja zgoščenke. Smo ena izmed tistih skupin, 3 največjih pri nas v Sloveniji, ki se redno uvršča na državna srečanja folklornih skupin, se s svojim programom uvršča tudi na prva 3 mesta, torej pomeni, da smo vsako leto odnesli kakšno izmed priznanj na tem tekmovanju državnem in se mi zdi, da to tudi dokazuje, kako kvalitetno delamo. Če se ustaviva pri tem, omenili ste že določene nagrade, pred kratkim ste praznovali tudi 60-letnico vašega obstoja in če res pogledava na to celotno obdobje, številni uspehi, nagrade, kateri so morda tisti, ki bi jih še posebej lahko predstavili? Meni osebno je najljubše to, da je skupina zdržala več kot 60 let in da je skozi njene vrste šlo ogromno vidnih članov, ki danes soustvarjajo kulturno podobo Maribora. Če omenim le nekaj teh vidnejših, med njimi je tudi Vladimir Rukavina, ki je danes na čelu Narodnega doma in skozi katerega je izrastel eden izmed največjih folklornih festivalov pri nas in kasneje se je iz tega folkarta razvil tudi festival Lent, pa še ogromno drugih vidnejših članov, med katerimi je Vasje Samec, ki je dolga leta bil umetniški vodja akademske folklorne skupine Študent. Sicer je pa ta skupina s svojim kakovostnim delom vedno privabljala tudi odmevne ustvarjalce k svojemu delu, med njimi je eden izmed večjih baletnih mojstrov in koreografov Iko Otrin, ki je skupini postavil več kot 10 zelo zanimivih koreografij, ki jih skupina še danes pleše. Če pa sva res pri tistih fizičnih nagradah, pa mogoče ravno to, da se nam je uspelo obdržati v samem vrhu slovenske folklore, s tem zlatim priznanjem, ki smo ga ob 60-letnici, zlatim priznanjem Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Maribor, smo to potrdili.
Je pa kar težko se ohranjati v samem vrhu slovenske folklore, ker se je vedno treba na novo iznajti samega sebe in se seveda s programom približati tudi širši populaciji. In to smo ravno naredili ob praznovanju 60-letnice, kjer smo se predstavili s prav posebnim projektom, poimenovali smo ga Mariborske zgodbe. Torej smo nekako razširili ta spektr folklorne dejavnosti na zgodovino Maribora. Torej, kaj se je vse takrat od prvih omemb Maribora pa vse do leta 1964 dogajalo. Začeli smo z prvimi naselbinami, ki so se ustvarjale tukaj pod vznožjem Pohorja in smo predstavili ravno v koreografiji Ika Utrina, recimo, da eno tako predstavo, kaj bi lahko takrat ti prvi narodi tukaj plesali, pa vse do srednjega veka, pa do razcveta Maribora v 19. stoletju, kjer smo prvič prikazali tudi meščanske plese in se ustavili v letu 1964, kjer so naši plesalci, ne boste verjeli, plesali tudi bugi-vugi pa twist. To je bila folklora leta 1964 in tako vsakič znova ugotavljamo in raziskujemo, kaj bi lahko bil še program folklorne skupine. Če se dotakneva letošnjega koncerta oziroma koncerta, ki ga pripravljamo v letošnji sezoni, naslednji maj 2026 v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča. Tokrat smo pod drobnogled vzeli Slovence, ki živijo v mejnih območjih, torej v mejnih območjih, če gledamo mejo, kot jo mi vidimo danes. Kot prva skupina bomo zagrizli v jabolko tega, kaj so nekoč bile pesmi, glasba Slovencev, ki so živeli na avstrijskem Štajerskem. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Manjšina je danes skoraj da ne obstaja več. Včasih je pa kar nekaj Slovencev živelo v tem okolju. Dotaknili se bomo programa Benečije, pa Rezije, pa Slovenske Istre, pa Gorskega Kotarja, Čičarije, pogledali, kaj so delali v Razkrižju in v Porabju, tako da še en pester program se bo na tej celovečerni predstavi odvil. Veliko obeta, prihodnji vaš koncert. Verjamem, da marsikaj od tega, kar ste povedali, je tudi del vašega dela. Namreč zanimivo je, da poznamo vas predvsem vaš obraz nacionalne televizije in verjetno jih večina ne ve, da ste tudi umetniški vodja, pa vendar, če se še nekoliko dotakneva tega vašega lepega dela, kaj vse obsega vaše delo kot umetniški vodja? Veliko prostega časa, ampak ta prosti čas ni težko dati, ker je ljubezen do tega dela tako velika. Moram priznati, da imam srečo, da delam z mladimi, ki zelo radi delajo in ničim ni težko in z veseljem zagrizejo v program, ki se je mogoče tudi na začetku zdi malo tuj. Moja naloga je, da bdim nad delom skupine, torej da skupina kakovostno izvaja svoj plesni, pevski in glasbeni program, da skrbim za razvoj skupine na teh področjih, torej da vedno premikamo meje tega, dokot je skupina plesno še zmožna iti, da se dotikamo tega, kaj mogoče glasbeniki do zdaj še niso poizkusili, kakšno novo glasbilo, kot so na primer dude, cimbale, oprekelj, kakšna piščal, ki je do zdaj še niso igrali. Da pogledamo tudi sam pevski program skupine, torej dokot lahko s samim programom še gremo in kako se lahko pevsko še v prihodnje razvijamo. Torej za vsako leto je treba program pripraviti. Kaj skupina še lahko še zraven tega počne ob solo pevskih in glasbenih koncertih, pripravljamo tudi še modne revije folklornih kostumov. Skupina slovi po tem, da ima več kot 1000 kosov različnih kostumov v svoji garderobi, v svojem fundusu, ki ga vsako leto seveda obnavljamo, dodajamo stvari, nekaj tudi originalnih kosov, ki so stari 100 let in več. Tako da veliko je dela in program je treba dobro začrtati, zato da mu skupina ob toliko članih seveda lahko tudi kakovostno skrbi. Treba je bdeti nad plesnimi učitelji, vsaka plesna skupina ima svojega plesnega učitelja, ki potem skrbi za te plesne pare, tako da veliko dela je. Čudovito. Kako pa vidite, kako kot študent ohranja zanimanje za kulturo pri mladih danes v času, ko se nam zdi, da digitalni svet nas vse skupaj vse bolj prevzema, ampak kot vidimo, ste več kot uspešni?
Trudimo se. Seveda je treba mlade govoriti na različne načine, drugače kot je bilo to nekoč. Včasih je bilo dovolj, da si akademska folklorna skupina študenti in so ljudje pač prihajali k tebi zaradi tega, ker so vedeli, da bo tu dober program, ki ga bodo lahko predstavljali, da se bo odlično potovalo, da bodo lahko videli kraje, ki jih mogoče drugače sami ne bi. Če za pokušino povem, sam, ko sem bil še plesalec, smo obiskali v bistvu Avstralijo, smo bili na 3-tedenski turneji, smo bili na Japonskem na 2-tedenski turneji, smo bili po Južni Ameriki, videli smo vse kraje v Evropi. Zdaj pa mladim ni več to dovolj. Tudi jim ni dovolj, mogoče samo, da se samo družijo, ampak bi radi od tega nekaj tudi mogoče profesionalno odnesli. Se mi zdi, da je ples in nastopanje na velikih odrih prav to, kar lahko mladim da, torej samozavest, se naučiti, ki so njihove meje in to vse lahko potem prenesejo naprej v svoje življenje, uporabljajo to v službi ali pri kakšni drugi dejavnosti. Na takšen način jih moramo seveda nagovarjati in seveda s programom tudi, ki je njim blizu na družbenih omrežjih. Tu se mi zdi, da nas nekaj dela še čaka, ampak moram reči, da ker samozavestno in uspešno stopamo tudi po tej poti. Kaj je tisto ključno, kar ste vi v vsem tem času prejeli, oziroma predvsem v začetku in bi morda zaradi tega tudi povabili nove člane v vaše vrste? Kar je meni zelo pomembno in kar se mi zdi, da nobena druga stvar, ki sem jo probal v svojem življenju, mi tega ni dala, je ta duh skupine, ki jo lahko doživite pri takšnih društvih, torej ni članarine. Pridete zastonj, potujete zastonj, se imate fajn zastonj. Istočasno ste pa del skupine, ki je tako močna, kot je njen posamezni del. Torej, veliko se vlaga v to, da skupina res dela kot eno, da živi kot eno, da se razume kot eno in da na koncu se ta uspeh kot skupina vidi in zaužije. To se mi zdi, da jaz sem si preizkusil več plesnih skupin v svojem življenju, tudi standardne pa latinsko-ameriške, ampak se mi zdi, da je en tak skupinski ples, kot je ples pri folklorni skupini, ti lahko da še veliko, veliko več kot individualni športi. Žal naju čas počasi priganja, ampak menim, da je to več kot lepa misel, s katero lahko zaključiva najin pogovor. Najlepša hvala za vaš obisk in prisluhnimo še ostalim gostom. V drugem delu nocojšnje oddaje sta se nam pridružila še Sara Irman Kolar, predsednica sekcije APZ Maribor, in David Zorko, predsednik sekcije AFS Študent. Sara in David, prav lepo dobrodošla. Pozdravljeni. Skupaj z vama bomo nadaljevali zgodbo kulturnega društva Študent Maribor, tokrat z vidika vaših izjemnih sekcij, z vidika Akademskega pevskega zbora Maribor in Akademske folklorne skupine Študent. Sara, najprej vprašanje zate, če se tudi midva dotakneva začetkov APZ-ja, kako se je vse skupaj začelo? Torej, pobuda je nastala strani študentov, ki so si želeli nekega kulturnega udejstvovanja, tako pevskega kot plesnega in, kot je Saša omenil, še mnogo več. In ta želja je bila tako močna, da so res stopili skupaj in uresničili in ustanovili to društvo, ki je delovalo kar nekaj let z mnogo sekcijami. No, nekako obdržali sta se Akademska folklorna skupina in Akademski pevski zbor Maribor, ki je sicer tekom let spreminjal svoje ime. To je bilo pač zaradi zgodovinskih razvojev, tudi odvisno, kdo je zbor takrat vodil. Ampak to ime, ki je še danes aktualno, je že kar več desetletij. In jaz upam, da bomo njegovo ime opravičevali še dolgo in s ponosom ga nosili in se predstavljali kot člani tega društva. Nedvomno. Pa če se dotakneva vašega dela danes, kako poteka vaše delo, kdo je vaš dirigent, kako izgledajo vaje? Verjamem, da ste kar pogosto skupaj, ste pridni. Ja, res je. Kljub temu, da gre za ljubiteljsko kulturo, da pevci in člani na splošno svoj prosti čas skoristijo za to, da pridejo na naše dejavnosti in da so del društva. Delujemo pa vseeno na ravni kar profesionalcev, bi si lahko pohvalili, kajti naša tekmovanja in dosežki, s katerimi se vračamo iz njih, lahko to potrdijo.
Je pa zato potrebno veliko vaje, veliko dela, kar nekaj resnosti. Tako da, ja, vaje potekajo 2-krat tedensko, ob torkih in četrtkih, 2 uri in pol z vmesno pavzo. Struktura vaje je takšna, da se seveda najprej upojemo in pripravimo na delo, potem pa odvisno, kako nam dirigent zastavi vajo. Nekaj delamo skupaj, nekaj potem, ko se nov repertoar prebira, delamo tudi ločeno po glasovih. Tam smo zelo hvaležni našim korepetitorjem, torej večinoma nekim glasbenim pedagogom, ki učijo ostale pevce novega repertoarja, da potem to delo hitreje poteka. Letošnjo sezono smo pozdravili novega dirigenta, to je Uroš Jurgec, ki je bil sicer tudi dolgoletni član zbora, predsednik zbora in društva. Tako da mislim, da to je ena velika prednost, ker društvo pozna in z njim diha že kar nekaj let in verjamem, da bomo uspehe z njim gojili še naprej. Kje vse vaš zbor nastopa? Morda katera so tista najpomembnejša tekmovanja oziroma festivali, ki so v zadnjih letih še posebej izstopali? Ja, poskušamo se vsako leto udeleževati tekmovanj v tujini, predvsem ciljamo na te evropske Grand Prix tekmovanja, torej res najvišji nivo tekmovanj po svetu. V zadnjih letih smo se mudili bolj tukaj v bližini Slovenije, sosednje države. Sicer leta 2023 smo šli celo v Španijo na zborovsko tekmovanje, kjer smo bili kar uspešni. Zadnje tako največje tekmovanje, na katerega smo zelo ponosni v Sloveniji, je Naša pesem. To je najvišje slovensko zborovsko tekmovanje, na katerem smo leta 2022 dosegli prvo mesto. Sicer pa od tujih tekmovanj v letu 2023 smo bili še v Italiji, v Gorici, leta 2024 v Avstriji, v Špitalu, kjer smo poleg 3. mesta osvojili tudi posebno nagrado za najboljše izvedeno sodobno delo naše takrat dirigentke in tudi skladateljice izvedene skladbe, torej Tadejo Bulc. Tako kot rečeno, torej, gibamo se po visokih tekmovanjih, ciljamo zelo visoko in delamo na tem, da to obdržimo. Dosegate zares izjemne uspehe, hkrati pa imate neprecenljiv pomen tako za študente, kot za kraj, kot celotno Slovenijo. Z prejšnjim sogovornikom, vašim umetniškim vodjem, sva že kar nekaj spregovorila o letošnjem programu, pa vendar, kaj bi morda zanimivega lahko še dodali vi? Ste se že začeli pripravljati? Absolutno so priprave že v teku, tudi mi vsega še ne moramo razkriti. Sicer pa načrtujemo nekaj gostovanj v tujini, prvo že kar zdaj v konec novembra. Se podajamo malo čez mejo v Italijo, kamor smo bili povabljeni na festival in bomo izvedli nekaj koncertov z njihovimi zbori. Potem v Novi Gorici načrtujemo en sakralni koncert, pa zagotovo nas boste slišali po mariborskih ulicah s kakšnimi božičnimi kolednicami, kjer se radi popestrimo tudi prosti čas. V drugem delu sezone, torej po novem letu, poleg tekmovanj v tujini, načrtujemo tudi letni koncert in pa tradicionalno srečanje v Troje. To pa je en tak poseben dogodek, kjer se združimo še z 2 akademskima zboroma v Sloveniji. To sta Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem in Akademski pevski zbor Tone Tomšič v Ljubljani. Takrat skupaj stopimo, torej 3 zbori 3 največjih univerz v Sloveniji, da skupaj zapojemo kot prijatelji, kot to, kar nas vse druži, se pravi glasba, ljubezen do glasbe, in da takrat na odru nismo tekmeci in da pač gojimo tudi neke prijateljske vezi. Vse ostalo pa pride še sproti tekom leta, še kakšni dodatni projekti in gostovanja, kamor nas povabijo. Tako da je najboljše, da se nam pridružijo novi člani in tako ugotovijo, kaj vse jih še lahko čaka. Pred povabilom še nekoliko osebnejše vprašanje. Kaj vam osebno pomeni biti del te celotne zgodbe, te čudovite tradicije? Hkrati je ena velika odgovornost ravno zaradi te dolgoletne tradicije, ker to, da društvo in zbor deluje že več kot 60 let, ni malo. In biti del te zgodovine se mi zdi, da si lahko štejemo hkrati v čast
in smo ponosni, hkrati pa, kot rečeno, neka odgovornost, da to stvar peljemo kvalitetno še naprej. Sicer pa, kot je že tudi Saša lepo povedal, se mi zdi, da je to ena osebna izkušnja, ki jo lahko marsikdo prenese v svoje osebno življenje, v svojo kariero in pridobi mnogo izkušenj, prijateljev, nekih novih vezi. Skratka, res ena taka življenjska zadeva, ki bi jo vsakemu priporočila. Res lepo, zato kljub temu, da ste sicer že sprejeli nove člane, verjamem, da lahko še povabite, morda tudi kakšen podatek, kam konkretno se obrnejo. Absolutno so novi člani vedno dobrodošli, kljub temu, da smo prve avdicije že izvedli. Najboljše, da nas kontaktirajo na naših družbenih omrežjih ali na spletni strani, kjer lahko najdejo tudi prijavni obrazec, kamor torej vpišejo kontakte in mi jih seveda z veseljem pokličemo, da z njimi opravimo krajši preizkus oziroma avdicijo. Tako da res lepo vabljeni vsi, ki radi pojejo, ki se radi družijo v družbi mladih ali pa vsaj mladih po duši, da skupaj ustvarjamo te prelepe melodije, harme in pa spomine predvsem. Čudovito, najlepša hvala. David, dotakniva se sedaj midva še vaše sekcije, kjer ste predsednik, se pravi akademske folklorne skupine Študent. Kako bi opisali, kaj se vse dogaja pri AFS-u? Torej, mi vsako leto pripravljamo zelo pester program. Naša dela, ki to vzajemajo, so od raznih nastopov do tudi celovečernih koncertov, ki ga vsako leto pripravljamo. Smo tudi soorganizatorji festivala Folk Art na Lentu in pa tudi hodimo vsako leto na gostovanje v tujino. Tako da pri nas se dogaja tudi izven vaj, imamo veliko druženj, veliko srečanj, ogromno zadev se torej dogaja pri nas. Omenili ste Folk Art in posledično Lent. Verjamem, da marsikdo, sploh od naših mlajših gledalcev, ne ve, da je bil najprej Folk Art, oziroma kar vi, če nam na kratko poveste razvoj tega, čisto kot zanimivost. Torej, letos, koliko se spomnim, bil 36 ali 37 Folk Art in festival Lent pa bil nekje 31-32, torej že to sam po sebi pove, da je festival Folk Art dosti starejši od festivala Lent. V bistvu pa je potem Narodni dom začel širiti tudi svojo odre in tudi repertoar na druge zadeve in potem iz tega nastal festival Lent. Ampak se trudimo z Narodnim domom tudi ohranjati ta Folk Art, kjer prihaja vsako leto vrhunske skupine iz celega sveta. Naprimer, ena iz zadnjih let so bili Maori, pa tudi čilenske, tudi bivše jugoslovanske države. V bistvu želimo zajeti čim večji spekter, da tudi prinesemo ta delček sveta tudi k nam sem v Maribor. In se mi zdi to tudi zelo pomembno tudi za mlade, tako kot za vse ostale generacije, da pridejo pogledati in da jim omogočimo to, da vidijo tudi drugi del sveta pri sebi doma. Res je čudovito ob vseh teh različnih gostih ob Folk Artu, ki pridejo vsako leto v Maribor. Je lepo pogledati tudi ob otvoritvi vaše nastope prav akademske folklorne skupine Maribor, saj zame osebno. Pa verjamem, da si marsikdo od nas ne predstavlja, koliko je to v ozadju vloženega truda, vaj. Kako pogosto vadite, kako izgledajo vaše priprave? Torej, vsaka skupina naša, kot je prej predstavil Saša, ima vaje 2-krat na teden po 2 uri. Ima vsak svoj ločen prostor, telovadnico, kjer lahko vadijo in se tudi trudimo na tem, da ima vsak tudi živo spremljavo, torej korepetitorja, ki z njimi tudi vadi. Ima vsaka skupina tudi vaditelja svojega, ki je strokovno izobražen v tej smeri, da lahko tudi nauči te plese in nauči ta program, katerega zastavi naš umetniški vodja, ki pa tudi ni enostaven in pa je treba tudi se zelo potruditi oziroma zvaditi te zadeve, da so na takšnem nivoju, kot so danes. Kje nastopate več? Doma, v tujini? In tudi povejte, kje ste že kaj gostovali? Zdaj na pamet lahko povem, da imamo približno 50 do 60 nastopov na leto. Torej, to je odvisno od vseh protokolarnih nastopov, kot so naprimer na festivalu Stare trte, na Martinovanju,
Tudi imamo skupne koncerte z pevskim zborom, imamo z drugimi društvi tudi kakšna gostovanja. Se pa tudi, tako sem prej omenil, vsako leto potrudimo iti na gostovanje v tujino, kjer tudi predstavljamo ne samo našo skupino, ampak tudi Maribor in Slovenijo in pač širimo to tradicijo tudi izven naših meja. Kje ste bili kaj v zadnjem času? V zadnjih parih letih smo bili v Makedoniji, Romuniji, letos na Portugalskem in na Madžarskem. Drugače pa tudi pred mnogimi leti smo obiskali širom sveta, kot so Avstralija, Japonska, Združeni arabski emirati, Mehika, torej ni da ni. Izjemno. Se obetajo tudi v prihodnje kakšna podobna potovanja? Definitivno ciljamo tudi na to, da peljemo naše člane nekam predstavljati naše društvo in da ob tem tudi vidijo ostali svet. Če še vi dodate to vašo osebno noto, kaj je tisto, zaradi česar ste že kar lep čas, prej smo se pošalili, da ste že skoraj pol življenja vključeni v AFS. Zakaj? Kaj je tisto, kar se vam zdi, da pridobivate s tem, kaj vam daje ta udeležba? Torej, tudi res, da nas ni tako malo, ki smo dali en velik del svojega življenja. Torej, tako je Saša rekel, naprimer, tudi 30 let, to je ogromna številka, nekateri tudi peše od 5. leta starosti. In po mojem je to v bistvu folklora, pa ljubezen do folklore, kaj nas povezuje, torej ljubezen do glasbe, plesa in petja. In pa tudi definitivno nas tudi motivira ta gostovanja in pa seveda zastopanje društva na teh velikih odrih in pa festivalih, ki pač daje prepoznavnost in pa tudi možnost kontaktov in spoznavanja drugih ljudi, ki tudi mislijo in delajo enako kot mi. Res lepo. Želim vam obilo uspehov, veselja ob vaših nadaljnih izzivih. Pa še tudi vi lahko na kratko povabite vaše bodoče nove člane in še sprejemate. Seveda, definitivno skozi celo leto se lahko tudi pridružijo k naši skupini. Naj spremljajo naša socialna mreža, spletno stran, nas mogoče zahakajo na kakšnem dogodku in z veseljem tudi jih spremljamo v naše vrste. Sara in David, najlepša hvala za vajen obisk in za ta prijeten pogovor. Vidimo, da kulturno-umetniško društvo Študent že več kot 60 leti uspešno in bogato združuje mlade ter tako posledično ohranja slovensko kulturo, izročilo in ga s ponosom predstavlja ne samo doma, ampak tudi po širnem svetu. Hvala Saši Krajncu, Sari Irman Kolar in Davidu Zorku, da ste nocoj z nami delili te izjemne zgodbe. In hvala vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili z nami v oddaji V svetu odraslih, kjer kultura, mladost in ustvarjalnost še vedno hodijo z roko v roki. Se vidimo v prihodnjič. Superca. Hvala.